Spoštovani predsednik, podpredsednica, podpredsednik stranke, primorke, primorci, kolegice, kolegi, dragi prijatelji. V Slovenski demokratski stranki v tem mandatu že tretjič vodimo vlado oziroma prevzemamo odgovornost za Slovenijo. Vlada pod predsedstvom Janeza Janše v prvem mandatu je bila uspešna, ravno tako v drugem in tudi v sedanjem mandatu. V vseh treh mandatih so bila pod predsedovanjem našega predsednika izpogajana evropska sredstva za naslednje finančne perspektive. In naši nasledniki, tako v obdobju 2008 do 2011, kot v obdobju 2013 do 2020, niso znali ustrezno in dobro gospodariti. Slovenska demokratska stranka ima v svojih vrstah pridne, delovne, sposobne ljudi. Vemo, kaj je prihodnost Slovenije in kaj je še potrebno v prihodnjih letih postoriti. V tem mandatu je bilo narejeno, upravljeno veliko delo. Kljub temu, da je mandat relativno kratek, kljub temu, da ta vlada upravlja delo dobro leto dni in pol, so bili upravljeni premiki na številnih področjih. Še leto in pol nazaj, 2 leti, smo skoraj vsak teden poslušali o tem, kako je črpanje evropskih sredstev slabo, kako ne bomo sposobni počrpati vsega, kar je bilo izpogajano v času druge Janševe vlade 8. februarja 2013. Poslušali smo o tem, da zaradi slabega informacijskega sistema stvari ne tečejo. V letu in pol je bilo to kolo zagnano. Slovenija ne samo, da bo uspešno počrpala sredstva, ki so na voljo iz sklada Evropske unije, tako iz te kot naslednje finančne perspektive. Trenutno imamo bolj sladke skrbi, zavezanih je več sredstva, kot imamo na voljo. Ampak sem prepričan, da bomo skupnimi močmi uspeli izpeljati tudi tiste projekte, za katere ne bo voljo evropskih sredstev. In v to smer so bile že sprejete aktivnosti in odločitve in zaradi tega se v kratkem širom po Sloveniji obnavlja gradi 127 šol in vrtcev. V kratkem bo zaključenih nekaj tisoč najemnih neprofitnih stanovanj, pričenja se obsežna gradnja domov za starejše. Mimogrede, socialni demokrati, ki so 7 let vodili ministrstvo za delo, niso zgradili v 7 letih niti ene postelje. Lahko si predstavljate, da bi bila situacija v času COVID pandemije bistveno bolj ugodna in bistveno manj žrtev, kolikor bi v njihovem obdobju opravili svojo nalogo, pa je niso, ker pač so tudi neustrezne kapacitete doprovali temu, kar se je kasneje zgodilo. To, kar gledamo tukaj pred šotorom, bi jaz poimenoval ne samo levi fašizem, ampak izjemna radikalizacija levega fašizma, ki jo je mogoče na demokratičen način premagati samo na volitvah. Samo na volitvah je mogoče zmagati in temu pohodu, ki dobiva vedno radikalnejše obrise in oblike, zavedno zapreti pot. Kajte, zavedati se moramo, spoštovani, da to, kar gledamo danes pred šotorom in kar se dogaja ob sredah oziroma petkih v Ljubljani, je peščica ljudi, je procent ali 2 slovenskega prebivalstva, vse ostalo pa ste marljivi, delavni ljudje, ki skupaj s tistimi, ki imamo priložnost odločanja in sprejemanja odločitev leta in leta gradite Slovenijo. In ne dovolimo, da bi nam gradite Slovenijo vsem nam skupaj preprečila peščica radikaliziranih levih skrajnežev, za katere lahko trdim, da je malo od njih kaj konkretnega v življenju počelo. Hvala lepa. Volitve so pred nami, kadarkoli že bodo najkasneje v 7-8 mesecih bomo odšli na volišča. Vabim vas, da se ne ustrašimo, da na volišču vidimo množično, da pripeljemo vse tiste, ki v srcu dobro mislijo in da na volitvah zmagamo ter omogočimo normalno prihodnost Slovenije. Hvala lepa.